Gledate informativno oddajo Bučke, ki jo vodi Slavko Bobovnik. Dobro večer. Zgodilo se je tisto, na kar so strokovnjaki opozarjali že lep čas, a jih, kot kaže, nihče ni jemal resno. V slovenskem parlamentu so se pojavili pokemoni. To so tiste male pošasti, ki jih lovi v svet. Pogumni poslanci so jih s svojimi pametnimi službenimi telefoni v celodnevni akciji polovili skoraj 20. V državnem zboru še vedno dežura kolegica Latoja, ki se zdaj oglaša z najnovejšimi informacijami. Čau, Slavko. Naj povem, da se je medtem število ujetih pokemonov povečalo že na 25. Nekaj najbolj zagrizenih poslancev namreč kljub pozni uri še vedno lovi te zverine. Največ so jih do sedaj našli v veliki dvorani, nekaj jih je bilo v poslanskih pisarnah, pa na sejah odborov in komisij, kjer so iz omar padali skupaj z okostnjaki. Skrivali so se v menzi, na hodnikih in celo v toaletah. Med ujetimi je tudi pol tone težak Snorlax, ki ga je uspešno sklatil poslanec Pojbič, eden od herojev današnjega lova na pokemone. Uvodoma moram povedati, da so bili vsi moji ulovi do zdaj odlični. Ko pokemona vidim v parlamentu, se v meni zgodi nekaj prvinskega oziroma živalskega. Junaku današnjega lova na pokemone čestitke tudi v našem imenu. Sicer pa je bilo v državnem zboru napeto vse do poldneva, ko so se poslanci prvič po parlamentarnih počitnicah sešli na redni seji. Kronologijo dogodkov je pripravil Marjan Jerman. Nič hudega, sluteči poslanci so točno ob 10. dopoldne začeli s prvo redno sejo po dopustih. Spoštovane kolegice poslanke in kolegi poslanci, kje ste bili? Povejte, kaj ste na dopustu ušpičili. Hodim v Umag, tam sem zidala gradove v peskovniku. Tam sem seveda tekmovala v kategoriji, kdo bo naredil večjo potičko. In kljub protestu večje skupine Čehov sem zmagala. Zgoraj brez pomeni nekaj čisto drugega za ženske ali za moške. To sem želel tudi razložiti redarju Dobroniku, ki mi je napisal kazen. Žal ni upošteval mojih argumentov, tako da zunaj zbiram kune za poplačilo kazni. Bila sem na morju, v Sloveniji, kupala sem se. V domačem morju opeklo me je naše slovensko sonce. In se mi zdi skrajno neodgovorno, da me neprestano tapkate po desnem ramenu. Na morju nisem bil, v bistvu sploh ne maram vode, ne vem zakaj bi jo, ampak tudi tamle, ko gledam kolegico, kako trpi zaradi sončenja, ne vem zakaj bi kdo hotel biti tako močno opečen. Oprostite, gospe in gospodje, v menzi dol je Pikachu. Tako da predlagam, da gremo dol. Sprejmimo sklep, koga bomo najprej, ne? Je to Blabazur, Charmander, treba jih je poloviti. Kako lahko nekdo vidi Pikachuja in zmaja Charmanderja v istem prostoru? Naši partizani bi šli samo po vrsti rambambam, pim, 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 pjav. Prosim, da preverimo, kdo je pripravljen na lov. Telefoni imajo en problem, in sicer, da so, bi lahko rekel, prvič dvek, drugič dvek. Careful, žlebate vijo. Tega se morate zavedati. Štroma vam bo zmanjkal, zafidlat pa ni, ne? Glasujemo. Navzočih je 77 poslank in poslancev. Za jih je glasovalo 53, 21 pa jih je bilo proti. Ugotavljam, da je sklep sprejet. Vzemimo telefone in poglejmo, ki se skrivajo. Poslanci so kmalu odkrili, da jih je polno po celem državnem zboru. Nastala je nepopisna zmeda. Olga, slišaj, namre zdaj. Parlament je totalna panika. Namre.
Pokemonov komađerov. Za konec povemo še to, da je največ Pokemonov ulovil nadarjeni poslanec Mahnič, ki je v zelo kratkem času dosegel 15. nivo. Ja, jaz sem trener. Pokemone lovim že od rojstva in sem kot majhen po polah metal kamne in palca v voluharje in mačke, tako da zelo obvladam to zadevo. Slovenska demokratska stranka in Nova Slovenija sta popoldne pripravili tiskovno konferenco, na kateri sta opozorili na nekatera čudna naključja. Mogoče se je zdelo zabavno, da so v poslansko pisarno naše stranke nastavili Pokemona Tonina z rdečo zvezdo. In mi načeloma ne razumemo teh levičarskih igric. In nam se to ne zdi smešno in upam, da bo vodstvo državnega zbora zaradi tega incidenta nemudoma odstopilo zdaj, jutri, danes. Hvala lepa, lep dan. Naprej zdaj, Kučanu jokate. Ljudmilo pozdravka. V studiu zdaj pozdravljam strokovnjaka za Pokemone, profesorja Igorja Lukšiča. Lep dober večer. Gospod Lukšič, povejte, kako so te pošasti sploh lahko prišle v parlament? Ne spomnim se, da bi imeli pred kratkim državnozborske volitve. Je zatejila varnostna služba, je kriv kdo drug? No, to je problem, na katerega sem opozarjal pred leti, pa me očitno niso imeli dovolj resno. Poglejte, dejstvo je, da v naš parlament lahko pride praktično vsak. Sploh ni omejitev, nobene omejitve ni. V državni zbor so v zadnjih 25 letih prihajale najrazličnejše pošasti. Spomnite se Jelinčiča, Grosa, Polšaka, Ruparja in ostalih. Nihče jim ni rekel stop, vi pa ne morete v parlament. In Pokemoni so samo posledice take politike. V državnem zboru je še vedno naša novinarka in z njo mislim, da je... Slavko, z mano je Branko Grims, predsednik komisije za nadzor nad delom obveščevalnih združb. Služb. Kako? Reči se služb, ne združb. Komisija za nadzor nad delom obveščevalnih služb. Pa saj sem rekla... Nisi. Dobro, gospod Grims, povejte, kdo je danes zatajil. Je bila to sova, lahko s prstom pokažete na krivca. Lahko bi pokazal, a ne bo nič pomagalo. To, kar se je dogajalo v sobi, je samo še en dokaz, da je vlada nesposobna urediti razmere. Danes sem poklical ministrico za notranje zadeve in ji predlagal, da v parlament pošlje specialce. A veste, kaj mi je odgovorila? Da po zakonu nimajo pristojnosti loviti Pokemone. Sprašujem se, kdo je tu nor, v kakšni državi živimo. No, dobro, gospod Grims, pa vendarle, koliko ste jih doslej ujeli, kakšni so zadnji podatki? Doslej smo jih ujeli že 27, med njimi nekatere zelo strupene, kot so Kakuna, Bedril in Victribel. Identitete ostalih pa še ugotavljamo in ocenjujemo, da jih je v državnem zboru še kakšnih 30 pošasti. No, to bi bilo vse Naj povem samo še to, da je največ Pokemonov polovila poslanska skupina SDS, medtem ko se ostali bolj kot ne skrivajo, kar me zelo spominja na dogajanje ob osamosvojitvi, ko so se levičarji borili s figo v žepu. Hvala lepa za pojasnila in lep pozdrav državni zbor. Gospod Lukšič, kaj se to pomeni? 27 ujeti, še enkrat toliko pa se jih očitno skriva po parlamentu. Ja, pa gledajte, ko enkrat loviš Pokemona, si nakopleš veliko odgovornost. Za njega moraš poskrbeti, ga hraniti pa trenirati, to je dejstvo. Ampak kako? Najti moraš primerno telovadnico, problem pa je, ker so te telovadnice večinoma že zasedene. In namesto, da bi se Pokemoni spreminjali v močnejša in naprednejša bitja, postajajo vse bolj frustrirani. To pa ne pelje nikamor. By the way, tudi v tem studiu imate Pokemone. No, dobro, vendarle se hecate. Kje pa je? Tam stoji Psydok. Čudno, da ga ne vidim v telefonu. No, ne, to ni Raca, to je kolega Lahovnik. Sorry, ful mu je podoben. Hvala, Lukšič, lepo od tebe. Gospod Lukšič, hvala za vse informacije, mi pa poglejmo še nekaj ostalih novic.
Ljubljana je bogatejša za nov dosežek sodobne tehnologije. Gre za posebno aplikacijo, ki aktivira človekove telekinetične sposobnosti. S pomočjo lastnega uma in modema v ušesu bodo prebivalci prestolnice lahko odslej storitve, ki jih ponujajo mestne službe, opravljali nadaljavo. To revolucionarno novost je danes predstavil sam župan Zoran Janković. Najprej moramo malo masla z glave postrgati. Da bo ti ratar, da. Ful basla, da. Ne bi zdaj tista glava. Še bolj pritisam, da je gospod župan. Pušče malo, ne? Če ne bi bilo v Ljubljani toliko čiste vode, vprašanje, če bi sploh pretekla. Ste pa od sile, gospod župan. Na zdravje. Dej pokličmo pa. Mama je dober job v lekarni, je zelo sposobna, da. Prejšnji teden je šolske klopi zasedlo več kot 170.000 osnovnošolcev. Gre za šolarje, na katere je treba biti še posebej pozoren, saj se bolj kot s prometom ukvarjajo s svojimi pametnimi telefoni. Matej, če to isto počnemo tudi mi vozniki, kdo sploh še gleda na cesto? Odgovor je policaj. Tako kot vsako leto v tem času so tudi letos izvedli akcijo poostrenega nadzora. Policistom se je pridružil tudi skakalec Peter Prevc. Našega najboljšega športnika so bili veseli šolarji, malo manj pa šoferji, ki jim je izročal kazni. Slovenski orel se je tudi tokrat izkazal s največjim ulovom, saj je v kremplje ujel samega predsednika vlade. Iz tega je celo nastala manjša afera. Poglejmo, kaj sta povedala. Vse svoje klice, maile, SMS-e, vse opravim vedno, preden sedem v avto. Res nikoli ne telefoniram med vožnjo. Gre za to, da sem si s telefonom le pokrival obraz. Skozi okno je namreč takrat ravno sijalo sonce. Lahko ga je bilo opaziti. Imel je roko čez okno in se na glas z nekom pogovarjal. Izvedeli smo, da se je premier Cerar med vožnjo pogovarjal s kanclerko Merklovo. A njegova slaba volja ni bila toliko povezana z vsebino pogovora, ampak bolj s posebno obravnavo, ki naj bi je bil deležen med postopkom. Policisti očitno še niso pozabili, kako jih je ignoriral med njihovo stavko. Mislim, razumete, jaz sem njemu rekel, a vi veste, kdo sem jaz, a ne? On je pa meni rekel, ja očitno vi ne veste, kdo sem jaz. In pol sem mogel takoj stopati in delati počepe in plesati in skozi so me zezali, da sem cmerer, pa niti enkrat nisem zajokal. Stvar je treba narediti, je bil pa gospod Maca zelo jezen, ker ga nisem prepoznal. Gospodu Macaju toplo priporočam, naj se ne heca s policaji. Hvala Matej, mi pa si privoščimo zadnji tango pogovorni šov kolega Marcela Štefančiča. Uživajte. Spoštovana publika, Svetlana Makarovič pravi, da je naš predsednik države infantilna osebnost, vase zagledan 13-letni fant, ki ves čas išče pozornost. Ali je to res, mi bo pojasnil nihče drug kot Borut Pahor. Živo. Pozdravljen, Marcel. Ok, te bom kar naravno vprašal, ne? Koliko si v resnici star? 2. novembra bom 53. Gospa Makarovičeva, ki jo zelo cenim, ima vso pravico, da me vidi kot šolarja. Čeprav nisem prepričan, da skozi tiste goste oblake cigaretnega dima vidi najbolje. Ok, dej po njeni teoriji, ne, si zdaj v 8 razredu osnovne šole, ne? Sem v razredu predsednikov in počutim se dovolj mladostno. Prepričan sem, da sem v najbolj vitalnih letih. Tako za opravljanje odgovornih političnih funkcij, kot za zahtevne maratonske preizkušnje. Ok, dobro, da odgovornih političnih funkcij ti je v tej državi že zmanjkanje. Ostalo pa ti je še 5 velikih maratonov, ne? Boston, London, New York, Chicago, Berlin. Kateri je prvi na spisku željane? Boston, vsekakor. To mesto se mi zdi bombastično in tam bom nekoč tekel. Ok, dobro, da povej mi, kakšen motiv žene rekreativnega maratonca, da se 4 ure muč z 42 kilometri? Motivacija je, da si tam in da pritečeš do cilja. Čas ni toliko pomemben. Je pa vedno znova užitek, ko izboljšaš osebni rekord. Kaj je to, kar te žene, ne? A je to hedonizem, a je to egoizem, a je to altruizem, a je fiziološka potreba, a je to religija, ne?
Ne, ni religija, vsaj pri meni ne. Tek je potreba po, kako naj rečem? Ok, pač potreba, štekam, ne. Tudi meni se kdaj zgodi, da laufam, ker je velika potreba, ne. Podobno, ja, no, ni čisto tako. Pri meni gre za potrebo po samouresničitvi. Tek je hrepenenje, užitek, ljubezen, soočanje s samim seboj. Ampak, a je tudi politika hrepenenje, užitek, ljubezen, soočanje s samim seboj, ne? Je, prav gotovo. Ko ni več užitka, ko ni več strasti, ko se soočaš le še z nasprotniki, je najbolje, da prenehaš strankarsko politiko in postaneš predsednik države. Dajmo se vrniti k Svetlani Makarovič, ne, poslušaj zdaj to izjavo, ne. Govori neumnosti in se ves čas izpostavlja. Kadarkoli nastopi, se čuti tista strastna želja potem, da bi ga imeli radi. Težko je imeti rad tak osebek. Zgleda, da res nisi njen tip, ne? Ne vem, kaj ne rečem. Takšen sem in zelo verjetno je, da se ne bom spremenil. No, razen če bodo raziskave javnega mnenja kazale drugače, z iluzijo, da bi bil na tako odgovornih političnih funkcijah všeč vsem, sem že davno opravil. To je preprosto nemogoče. Gledaj, nekoga moraš imeti rad, ne pa če tudi sam sebe, ne? S tem nimam težav. Rad se imam, priznam, uživam sam seboj in rad imam tudi funkcijo predsednika države in jo z veseljem opravljam in z odgovornostjo. To je zelo pomembno. Ok, dobro, dej, ampak kdaj boš kot maratonc odtekel svoj častni krog, ne? Ne vem, kdaj bo to. A ko bo prišel ta krog, ga bom odtekel ponosno, zastavo v roki, na kar se pripravljam že vrsto let. Verjetno ste me že videli, kako maham na kakšni tekmi slovenske reprezentance. In če pozorno pogledate, boste opazili, da je zastava vsakič večja. Predsednik, hvala, ker si bil moj gost. Mi pa se vidimo, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, naslednji teden v istem času na istem kanalu. Živijo! Na vrsti je šport in tu je spet stari dobri Zmago Sagadin. Dobar večer, Slavko. Olimpijske igre so se končale, a kot kaže se nekateri s tem nekakor ne želijo sprijazniti. Ja, zgleda, da je še najbolj ostrajna nemška judoistka Luise Malcan, ki naj bi po poročanju tamkajšnjih medijev kazensko ovadila našo šampionko Ano Velenšek, češ da jo je naša judoistka hotela zadavt. Poglejmo še enkrat ta precej nazorn posnetek. Za poskus naklepnega oboja iz strasti Ani Velenšek grozi od 1 do 10 let zapora. No, na to novico se je odzval trener Marjan Fabjan in posebej za bučke povedal naslednje. Zjutraj sem prebral internet, mi je bilo čudno, da se ljudje bunijo zaradi enega navadnega davljenja. Judo je japonska umetnost davljenja oseb. Ne? To je bistvo tudi tega športa, samo da se duši, tudi prehrana judoistov je skozi samo dušena zelenjava, dušena svinjina, perutnina lahko tudi, ampak samo če je bila kura zadavljena. Sploh pa ni malo tistih, ki menijo, da bi Marjana Fabjana morali razglasiti za blaženega. V družbi svojih podpornikov se je v ta namen peš odpravil na Brezje, kjer je Mariji Devici brez problema dokazal najmanj 3 čudeže. Urško Žolnir, Lucijo Polavder in Tino Trstenjak. Če to ne bo dovolj, ima v rokavu še Velenškovo, pa čudežno Majlindo Kelmendi iz Kosova, če bo treba. Feni pričakujejo, da se bo dolgotrajen postopek beatifikacije končal vsaj z Vazarjem, če že ne z Iponom. Rokometni selektor Veselin Vujović Vujo je pri založbi Cetine Records izdal singl Vi nečete. Gre za uspešnico, ki jo je skupaj s svojimi varovanci posnel na olimpijskih igrah v Riju. Tukaj je kratek insert z nastopa v živo. Ajde, fante, pazi zdaj, ajde nabacuj bit, bre. Jo, to je to. Ha, ne,
jaz pozaj, jaz sem legenda, Vujačič, jaz imam medalje, vi dečki nemate nič, imate polna usta, nemate mentalitet, ko je treba špilati, poserjaš se mi na parket, srce vam ne valja, isti ste ko Bavčar, to lahko videl doma, tudi sa Kavčar, jaz sem Vujo, jaz nisem luzer, zato me ne sramotite, dvignite guzo, poslubi vas kurac, itak ste vsi tam, reč naslednju tekmu, odigra bom sam, ajde bre, vi nećete, ne želite, vi nećete, ajde bre, vi nećete, imate 20 minuta, vi ne želite, ajde bre, vi nećete, ne želite, vi nećete, imate želju, vi nećete, ajde još 20 minuta, vi nećete. Evo dobro, ajde prži to nosi na rado, to će biti hit, aj ti ali pa ti. To je bilo vse za nocoj, še naprej nas spremljajte na družabnih omrežjih, gledajte nas na YouTube ali na RTV 4. Vidimo za naslednjo soboto zvečer, lahko noč in miren spanec.